V tem tednu poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov in Komunala Kranj, Fundacija Vincenza Draxlerja in pa Ljudska univerza Kranj so organizirali v medgeneracijskem centru v Kranju zbiranje oblačil, obutve in modnih dodatkov. Maja Rozman, predstavnica Komunale Kranj za odnose z javnostmi, kakšen pomen ima današnji dogodek za občane in občanke Mestne občine Kranj? Predvsem se trudimo prikazati vsem občankam in občanom, našim uporabnikom, da je nekaj, kar je že prej uporabljeno, lahko čisto dobro in lahko uporabimo potem tudi za naprej. S tem zmanjšujemo seveda velike količine odpadnega materiala oziroma odpadnih oblačil, tekstila in hkrati poskušamo spodbujati čim manjše nakupovanje in zmanjšati količino kupljenih oblačil, ki so seveda na voljo v hitro rastočih trgovinah. Kako so se Kranjčani odzvali na to? Današnja izmenjevalnica je sicer že tretja po vrsti, tokrat poteka sicer v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Vsakokrat do zdaj je bilo odličen odziv, vedno so nas spraševali, kdaj bo spet ponovno in pravzaprav hvalijo, da smo se to odločili narediti skupaj s Fundacijo Vincenza Draxlerja in pa Ljudsko univerzo, ki nam pomaga seveda tudi s prostori in nestrpnost čaka, kdaj bo spet naslednji. Župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, lepo pozdravljeni. En lep pozdrav. Kakšen pomen imajo dogodki, kakršen je današnji za Mestno občino Kranj? Ja, prav gotovo ta današnji dogodek pomeni še en tako rečem kamenček v mozaiku trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Jaz sem zelo vesel, da je Komunala Kranj skupaj z Ljudsko univerzo in pa centrom dejansko organizirala tale, tako rečem, sejem. In vemo, da jaz sem bil pred časom, sem gledal eno oddajo na televiziji, ker so predstavili, kakšno onesnaženje pomenijo oblačila in sem bil res zgrožen, sploh neki posnetki iz Indije, kakšne kemikalije vse uporabljajo za barvanje. Podatek 8000 različnih kemikalij nanosa na bombaž, potem seveda vse to onesnažuje okolico, poleg tega je pa zato, da pridemo do bombaža, potrebno res ogromne količine vode. No in dejansko se mi zdi, da se je začela zdaj tudi v svetu akcija, da čim bolj porabimo oblačila, da jih dejansko to, kar več ne rabimo, oddamo naprej in tukaj je res ena velika zahvala, kot sem že rekel, Fundaciji Vincenza Draxlerja, Komunali Kranj in pa seveda temu centru za to, da organizirajo takele dogodke. Kranj je dejansko res zavezan trajnostnemu razvoju. Mi smo letos, nas je Evropska komisija prepoznala naše napore in nas uvrstila v misijo 100 evropskih mest, ki bomo podnebno nevtralnost in pa pametno skupnost dosegli do leta 2030. Vemo, da rok si je Evropa dala do leta 2050, torej mi res prehitevamo te dogodke. Poleg tega smo pa prejšnji teden dobili laskavi naslov in sicer Evropska prestolnica odličnosti prav na nivoju trajnostnega turizma, kar nas res uvršča na zemljevid evropskih mest v sam vrh, kar se tiče trajnostnega razvoja. Simona Brgant iz Komunale Kranj, kakšnih oblačil je bilo prinešenih največ? Danes je bilo prinešenih veliko ženskih oblačil, moških, otroških, poleg oblačil se zbirajo tudi čevlji, nakit, kape, šali. So to bolj spomladanska oblačila, poletna ali bolj zimska, kakršne bodo potrebovali sedaj? Trenutno so bolj zimska oblačila, bolj topla. Kdaj pa se je vse skupaj začelo? Danes se je izmenjevalnica začela ob 3 popoldan in bo trajala do 6 zvečer. Anka Kalan, vi prihajate iz zaposlitvenega centra Fundacije Vincenza Draxlerja in tudi vi ste vključeni v današnji dogodek. Kako? Pokazala bom, kako pripravimo, recimo iz recikliranega materiala bomo naredili novoletne okraske. In sicer iz starih kavbojk smo zrezali ven vzorčke in jih bomo sešili kot obesek.
S ta namen bomo tudi naredili eno delavnico izdelave novoletnih okraskov. Koliko trgovin imate vi po Kranju in na Gorenjskem? V sklopu fundacije imamo 4 trgovine ponovne rabe, 2 sta v Kranju, ena je v Radovljici in ena je v Pristavi. Potem imamo eno trgovino z darilnim programom, v njem imamo artikle 12 varstveno-delovnih centrov Gorenjske in pa 4 rokodelce iz Kranja. Potem imamo pa še šivalnico, v bistvu je bolj popravljalnica, in zraven smo odprli zdaj še zadnjo trgovino, to je pa z second hand, z rabljenimi oblačili. In koliko časa je že ta odprta? Od oktobra. 8. oktobra smo imeli otvoritev. In kakšen je odziv v second hand? Zelo dober. Imamo obiske vsakodnevno, hodijo gledati, pa tudi kupijo. Glede na to, da je zelo kratek čas odprta, pa da je zelo dober odziv. Ljudje prinašajo oblačila, da se lahko popravijo, zašijejo? Prinašajo vsakodnevno, imamo zelo veliko popravil. Strank, ki prihajajo k vam? Ja, zelo veliko strank. Popravljamo pa, krajšamo, ožamo, kaj predelamo, kakšne zavese zašijemo, novih oblačil pa ne šivamo. No. Kakšno je vaše razmišljanje na področju kupljenih novih oblačil in potem porabljenih starih oblačil? No, jaz mislim, da dejansko, če želimo, da se bomo tudi tukaj obnašali trajnostno, da bi rekel, da bi oblačila mogla biti mnogo dražja. Tukaj nas industrija, modna industrija sili seveda v nakupe vsake 3 mesece, ampak jaz mislim, da bi tudi to kulturo lahko vsi skupaj spremenili, da kupujemo v bistvu iz druge roke, da tako rečem, ta oblačila, če greste v naš center oziroma v center fundacije Vincenza Draxlerja v samem mestnem jedru, to se pravi na glavnem trgu, boste videli, da so to izredno lepa oblačila, obnovljena, skratka, jaz sem pristaš tega, da se kupujejo oblačila iz druge roke in pa seveda čim manj novih oblačil. Ampak kot sem dejal, zelo težko je, modna industrija je izredno močna, tukaj se milijarde obračajo in ljudje smo potrošna družba, ampak sem optimist, večni optimist in jaz računam, da bi predvsem na vzgoji otrok lahko na tem področju veliko naredili. Kot sem pa dejal, je pa res tekstilna industrija, modna industrija predstavlja res ogromnega onesnaževalca okolja. Ne samo oblačila, tudi vsi ostali modni dodatki, kozmetični dodatki, to se mi zdi en velik problem in tukaj je bilo do zdaj zelo malo narejenega. Ja pa tako, ko hodim po svetu, se mi zdi, da res rastejo te trgovine, tako imenovane second hand shop, to se pravi trgovine z druge roke in mislim, da je to zelo pozitivno in zelo dobro za ohranjanje narave. Kaj menite vi o zmanjševanju odpadkov? Na ta način meni se zdi izredno super, da se oblačilo ne uniči takoj, ampak da gre v ponovno uporabo, da čim dalj časa ostaja prvotni namen oblačila, ukolikor se to ne da, ga predelajo v šivalnici in ga potem v drugi obliki prodajo naprej. Kakšni smo pravzaprav Gorenjci? Smo šparovni, da prinesemo nekaj? Mislim, da se je ta trend občutno izboljšal, da ljudje nimajo več slabega mnenja o nošenih oblačilih in da jih z veseljem vzamejo in če jih ne nosijo, ponovno prinesejo nazaj. Direktorica Ljudske univerze Kranj, kakšno je sodelovanje s Komunalo v Kranju? Sodelovanje z Komunalo v Kranju je že vrsto let zelo dobro, saj dopolnjujemo drug drugega z našimi aktivnostmi. Recimo ravno na tem dogodku danes pač mi
pomagamo s prostorom, Komunala in Fundacija Vincenza Draxlerja pa izvedejo sam dogodek in promocijo, delamo vsi skupaj. Sicer s Komunalo sodelujemo tudi na vseh naših drugih dogodkih, en takih je parada učenja in vključujemo njihove izobraževalne, ozaveščevalne aktivnosti tudi v vse naše programe in projekte, naprimer osnovna šola za odrasle, socialna aktivacija Gorenjske, začetna integracija priseljencev, potem opismenjevanje oseb z začasno zaščito v Republiki Sloveniji, pa tudi seveda vsako leto v počitniške aktivnosti, kjer jih otroci vedno težko pričakujejo, ker so res njihove aktivnosti zelo zanimive, tako da bodisi imamo aktivnosti tukaj v našem medgeneracijskem centru ali pa jih Komunala Kranj odpelje na Zarico in jim tam predstavi čistilno napravo, kar je za otroke še posebej zelo zanimivo. Kako se obrestujejo materiali, ki so iz ponovne rabe? Mi sicer količin ta trenutek ne spremljamo, za koliko se zaradi teh aktivnosti zmanjšuje nakupovanje, pa tudi odpadki tekstilni, pa vendarle opažamo, da v trgovinah ljudje le pridejo z torbo, ki so jo naredili sami ali pa je za večkratno uporabo, in tudi na zbirnem centru opažamo, da povprašujejo v trgovini za materiali, ki jih potem lahko uporabijo naprej, predelajo in z njimi ponovno vzpostavijo nek krog, trajnostni krog, lahko rečemo temu. Postaja mestna občina družba brez odpadkov? Ja, zavezani smo tudi strategije Zero Waste, to vodi naša Komunala. Lahko povem, da smo v Sloveniji največji napredek, če tako pogledamo Kranjo, to je fundacija oziroma skupina Zlati kamen nas je prepoznala, da smo tukaj naredili največji napredek v zadnjih 4 letih prav na odpadkih, zahvaljujoč Komunali Kranj. In ja, skupaj se borimo na to, da bo mestna občina Kranj postala Zero Waste občina. Imamo pa še ogromno projektov vezanih na trajnostni razvoj, tako da res smo lahko zelo ponosni, da živimo že sedaj v zdravem okolju in čez leta definitivno bo mestna občina Kranj prepoznavna v Evropi kot ena najbolj trajnostnih destinacij. Kaj vi menite o Evropskem tednu zmanjšanja odpadkov? Absolutno akcija, ki jo je potrebno podpreti glede na dogajanje z našim okoljem in podnebjem. Ali imate danes kaj posebnega tukaj v medgeneracijskem centru? Ja, danes smo s sabo pripeljali kolo sreče, na katerem je vsaka številka dobitna. Obiskovalec je kolo zavrtel, na številko dobil zastavljeno vprašanje in ob pravilnem odgovoru dobil razna darila. Darila, ki jih imamo danes tukaj, so 20% popust v šivalnici KRZŠ, potem imamo stiskalnice, zbiralnice za odpadno jedilno olje in pa zabojnike za biološko zbiranje odpadkov iz gospodinjstva. Koliko dogodkov se bo zvrstilo v tem tednu? V tem tednu imamo kar nekaj dogodkov, ves čas že pravzaprav zbiramo na blagajni Komunale Kranj rabljena oblačila, tekstil, modne dodatke, obutev, hkrati bomo imeli tudi prikaz izdelovanja različnih izdelkov iz rabljenih oblačil in pa blaga, različne okraske novoletne, ker je pač tako obdobje zdaj pred nami, pa torbe za večkratno uporabo, za sadje, za zelenjavo, za nakupovanje. Potem bomo pa poskušali še ves čas celo leto spodbujati ljudi, da prinesejo na Zarico v trgovino KRZŠ oziroma na Zarico v Krštecuno materiale, ki jih ne potrebujejo več in najdejo življenje naprej.